Aljaž, lep pozdrav. Živijo. Trening je bil malce daljši, kaj ne? Mečkam se je zavlekel, se opravičujem. Dobro, zdaj ste torej tu. Kaj pravite, torej trenirate že na polno? Kdaj se torej vrnete zares na teniška igrišča? Trenutno ne treniram na polno. Treniram v bistvu samo 3-krat na teden, zato ker se probam čim boljš pripraviti, torej da ne bo prehiter preveč. Postopoma jaz mislim, da bo tudi počutje dobro tam okoli marca in pa takrat pričakujem vrnitev na igrišča, na tekmovanje. Danes je bilo -7 stopinj Celzija, kaj pogrešate vročo Avstralijo? Ja, sploh ne vem, kdaj sem bil nazadnje januarja doma in je bilo, mislim, da je bilo celo -9, ko sem šipe pucal in je bilo, ja, mrzlo. Tam je, mislim, da 50 stopinj več, tako da je razlika. Pogrešam, rad sem doma, mogoče bi bilo lahko sicer malo topleje, ampak vseeno ni toliko slabo. Dobro, v Avstraliji boste prav gotovo še dobili vprašanje, pa morda, ker smo danes ravno podpisovali pogodbo, sponzorji so za športnika zelo pomembni, tu ne mislim samo na denarno pomoč, ampak na skupno sodelovanje, kjer je za obe strani to win-win situacija. Kako vi negujete vaše odnose s sponzorji? Ja, jaz mislim, da je vedno dobro imeti zadovoljnega sponzorja. Jaz imam dobre odnose s svojimi sponzorji, jaz mislim, da so zadovoljni, trudim se tudi, da pridejo kakšne tekme pogledati v živo, kar je zdaj v teh časih bolj redkost, zato ker je toliko težko priti noter, ampak naredim vse, kar se da, tudi izven igrišča, seveda, in ja, jaz mislim, da je win-win situacija, treba izkoristiti to. Ja, verjamem, da tudi veliko športnikov gleda na to mogoče malo drugače, da se počutijo, kakor da ne rabijo nič narediti. Jaz se mi zdi, da sem, vsaj upam, dober glede tega in skušam že zadovoljiti, seveda pa ne pozabiti tudi, da pač je, da se dokažeš oziroma pač ta pravi obraz pokažeš na igrišču in tam si ta pravi ta brand. Hvala za zdaj, kot lahko vidite, jih je kar veliko tudi novinarjev, tako da predlagam, da morda začnemo kar z vašimi vprašanji. Jure Završnik. Zanima me posledice covida. Kakšne so pri tebi, kako se počutiš zdaj, imaš kakšne težave, če praviš, da 3-krat na teden treniraš, se pravi, da nisi popolnoma fit, kaj imaš probleme z dihali ali? Ne, v bistvu na začetku se je začelo tako, da sem imel dosti manj energije, kakor bi si želel. Sem se želel mogoče bolj siliti, kakor ne, da pridem v tisto polno formo, sploh na začetku. Kakšni iz moje ekipe mogoče niso razumeli, kaj je sploh narobe, ker vseeno nikjer mogoče ne moreš zaslediti oziroma kakšni testi ne kažejo tega, ampak energijsko nisem bil na ta pravem nivoju, tudi sam sem se čudil, kako nisem tam, kjer bi si želel biti, tudi ne vem, lahko sem šel na morje po 14 dni, ok, par dni seveda rabaš, da prideš nazaj, ampak tukaj sem se trudil in ni bilo isto, tako da jaz bi rekel, ta nivo tudi zdaj, ko treniram, ok, ne bi rekel, da je isto 3-krat ali pa 5-krat na teden, ampak vseeno se mi zdi, da rabam, da pridem nazaj na tisto 100%, ki pač zahteva telo oziroma da si na vrhunskem nivoju in jaz mislim, da je tukaj ta efekt, ki je prišel kasneje. To se pravi, se še ne spogleduješ s tem, da bi tenis postavil na stranski tir oziroma da ne bi bila tvoja prva profesionalna stvar, katero si? Ne, mislim, jaz še zmeraj pričakujem oziroma od sebe veliko, torej rekel sem, da bi še vsaj to leto odigral do konca. In ja, mogoče mi ta ego ne da, ker se želim res dobro pripraviti spet, telo pa pač še ni tam, kjer bi si želel biti in je malo težko, ampak vseeno bi si želel še dobro odigrati tenis in mogoče tudi kakšen ATP osvojiti. Se pravi, psihično pa motivacijsko si na dosti visoki ravni. Ja, motivacija je tam, tako da ja, zakaj ne, sem pač mogoče malo da rabam, kakor sem v prejšnjih letih rabil, ne gledam to na, ok, sem mogoče
med starejšimi, oziroma vsak let si starejši, ampak jaz mislim, da to ni problem. Tudi ko bom fit, lahko spet igram na visokem nivoju, tudi čeprav igram samo 3-krat na teden, vidim, da sem hiter tam, kjer sem že bil, ampak ja, jaz mislim, da vsem ta kondicija je pač drugače. Hvala lepa, Juri. Naslednji, verjetno Uroš. Andraž? Pa ravno prej govoril, da vedno zamenja. Jaz sem kriv. Ja, mislim, vedno se začne pri infrastrukturi. Lahko rečem, da po zadnjih pogovorih z zvezo, da gre v to smer, oziroma ne, mogoče infrastruktura, ampak sistem mora biti ozadaj vpeljan in jaz mislim, da gre, oziroma pogled Teniške zveze gre v pravo smer in si tudi vsi skupaj želimo, da bi se premaknili, seveda korak za korakom, ampak tukaj je ena stvar, ki pač, ja, infrastrukture nimamo, težko se igralec razvija, ko mora trener gledati, kje bo sploh igral naslednji dan, oziroma iz mojega primera lahko vem, da včasih želim 2-krat na dan trenirati, pa niti ne morem, zato ker so vsa igrišča zasedena in je to pač en velik minus. Okej, jaz se ne bom glih neki ful veliko naučil, ampak ja, ko gledam pa recimo 12-14-letnike, mogoče kakšni že trenirajo 2-krat na dan, pa mogoče ne morejo, je pa en velik izostanek napram ostalih močnejših nacij, pa mogoče tudi nemočnejših, ampak samo s tistimi z igrišči in z infrastrukturo. Recimo ena stvar, ki je bila zelo dobra v Angliji, je bila, da takoj po teniškem treningu sem šel lahko v fitness, naredil tam stvari, tukaj spet se usesti v avto, oziroma pač ja, tukaj, če si mlajši, niti ne moreš sam se usesti v avto, rabiš spet močno podporo ozadaj in je drugače. Torej pogrešam, vem, da je težko, vem, da je velik finančni vložek ozadaj, ampak nek center, po domače povedano, ki bi imel vse, plus seveda dobra ekipa ozadaj, ki bi podpirala to, tako da, ampak ja, to je želja verjetno vseh in upam, da se bo enkrat zgodilo. Ne, jaz sem definitivno pripravljen investirati svoj čas tudi v to, pomagati mladim tenisačem, tako kot je tudi v nogometu, kakor je v marsikaterem drugem športu, imamo tudi v tenisu oziroma nasploh v športu veliko talenta, na žalost pač zaradi kakšnih drugih stvari, mogoče veliko talenta ni bilo izkoriščenega. Veliko imam znanja v tenisu in si želim ostati v tem športu, lahko se mi zdi veliko pomaga mladim, in ja, če se spomnim recimo pri 12-14 letih smo imeli v Tivoliju en turnir Challenger in sem lahko samo z Iržem Vanekom treniral, tiste pol ure mi je veliko dal, tako da zakaj ne bi jaz pol tem mladim dajal mogoče malo več kot samo pol ure, da bi se naučili in ja, tudi tukaj se vidim, oziroma pač že kar nekaj let razlagam, da se vidim, ali je to v kateremkoli športu, da se pomaga mladim razviti, ali je to profesionalnega športnika ali pa karkoli drugega, samo da je pač zadovoljen oziroma srečen.
Ja, mislim, moje mnenje je, da ni prav, kar se dogaja. Lepo je, da so ga spustili, zato ker kdorkoli, jaz ne vem, mislim, čist cele procedure okoli vsega, ampak zakaj je on sploh šel v Avstralijo, zato ker je dobil dovoljenje. Kogarkoli je bil pač zadolžen za to in ja, če so pravila dopuščala, da ni cepljen, ja, zakaj pa ne, mislim, na koncu koncev bojo sicer oni odločili, ampak jaz upam, da bo lahko igral na turnirju, edino fair bi bilo. Ja, na koncu koncev je to le Australian Open in se gre za to 21. lovoriko, ali mu bo uspelo ali ne. Verjamem pa, da pač ni lepo biti pod takim dodatnim pritiskom, kakor sem slišal tudi Srbom nasploh zdaj v Avstraliji, tako da ja, marsičesa bi se lahko verjetno izognil, ampak tako je in ja, moje videnje je, da pač najboljši tenisaci zasluži igrati na Australian Openu, kar se bo zgodilo, je pa pač v rokah oblasti. Jaz bi samo še nekaj povedal tukaj. Če bo Novak Djokovic igral prvi krog, si ne predstavljam, ne vem, 15.000 gledalcev na osrednjem stadionu Roda Laverja in kaj bo naredil, a bo sploh lahko serviral, ker bo to, da ne govorimo o incidentih, ki bi se lahko zgodili med njegovimi pristaši pa, ne vem, nasprotniki. Ja, mislim, kdaj pa Novak Djokovic ni imel nasprotnikov. Ja, mislim, pač bo zanimivo, ja, bo nekaj drugač, če ne bo mogel igrati, bojo pa pač tiste problematične dal stran, jih bo pa manj, super. Ja, tudi mene zanima, kako ga bojo sprejeli. Slišal sem neke statistike, da je 87% Avstralcev proti, visoka številka. Tako da ja, ampak jaz mislim, da je on vedno šel proti, torej bolj, ko so ga sovražili, boljši je bil in ja, iz njegovega vidika je mogoče to celo boljše. A ta afera Djokovic škodi tenisu kot samemu športu oziroma ga postavlja v slabo luč? Jaz mislim, da ne. Mogoče iz vidika promocije, oziroma zdaj, ne vem, kakor so se včasih o covidu pogovarjali, zdaj se o Djokovicju, je lahko mogoče tudi plus, mogoče bo Australian Open najbolj gledan do zdaj, tako da ne vem, jaz vidim to več plusov kot minusov. Kaj pa, ne vem, za Djokovića pravijo, da se hrani z nekimi temi negativnimi komentarji, ne, da ga to motivira. Kaj pa bo mogoče pri tvoji karieri, ne vem, tudi takrat, ko si igral britanski potni list, je bilo tudi precej nekih nasprotovanj pa to, kako si se ti s tem soočil? Mislim, tudi v Sloveniji smo bili, torej verjetno nisem bil edini, že od začetka, torej veste, tenis ni na najvišjem mestu po priljubljenosti oziroma uspešnosti. In ja, sem od sotekmovalcev do kolegov oziroma kogarkoli slišal, da veliko negativnih stvari, torej kaj si ti želiš, vedno mi je bila želja top 100, priti v top 100, imeti kariero in ja, s tem sem se naučil živeti oziroma sem pač želim tudi dokazati, da se motijo, ampak vedno sem šel svojo pot in tudi tista stvar z Veliko Britanijo, mislim, po drugi strani sem bil že navajen veliko negativnih komentarjev, jaz sem imel svoj cilj, svojo pot in se mogoče nisem toliko oziral, kakor bi se mogoče kdo drug in ja, jaz ne vem, mislim, mogoče nimam takega pritiska kakor Djokovic, tudi nisem ga nikoli čutil, nekega pritiska dodatnega, vedno sem, ko sem rekel, šel svojo pot in vedel, da lahko naredim sam najboljše, kakor znam in to me je vodilo naprej. Tako da, če zdaj nazaj mogoče pogledaš na kariero, bi se isto odločil, kot si se takrat? Ja, mislim, ena stvar, ki mi je dala, torej Velika Britanija, ljudje tam so spoštovali to, kar delam, verjeli vame in spoznal sem veliko dobrih ljudi in v tenisu in izven tenisa. Naučil sem se, jaz mislim, da sem tudi boljši igralec zaradi tega postal, verjel sem, da lahko še več dosežem.
neko mentaliteto drugačno imajo kakor Slovenci, ne pravim vsi, ampak tisti, ki sploh, ki te dol potiskajo, tukaj v Sloveniji so mi dali moč, oni so v bistvu samo še dvignili to in ja, se je dobro poklopili, tako da ne bi nič spremenil. V bistvu samo prek Instagrama pa teh socialnih medijev vidim, pa zdaj so to moji prijatelji, ki ga podpirajo, pač vidim, da bolj kot ne ga podpirajo. Zdaj, kaj si mislijo kakšni bližnji oziroma rivali njegovi, ne vem. Ja, ne vem, jaz mislim, da vsak športnik na koncu si želi čim boljše konkurence in v Djokoviču imaš najboljšo konkurenco in ne vem, kaj drugega, kakor da ga sprejmejo oziroma da pa si želijo, da igra, ne vidim. Še kakšno vprašanje? Hvala lepa za zdaj. Aljaž bo ostal v naši družbi, glede na to, da sta še 2 kameri, tako da prosim še za intervjuje za Kanala in Pop TV.